Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod Bog, Izraelov sveti, sionsko ljudstvo, ki prebivaš v Jeruzalemu, ne boš vedno jokalo. Gotovo se te usmili na tvoje glasno vpitje, brž, ko ga začuje, te usliši. Vsemogočni vam je dal kruh stiske in vodo nadloge. Tvoj učitelj se ne bo več skrival, ampak tvoje oči bodo videle tvojega učitelja. Tvoje ušesa bodo slišala za teboj klic. To je pot, po njej hodite, če krenete na desno ali levo. Potem ti da dežja za tvoje seme, s katerim poseješ njivo, in kruha kot pridelek polja, ta bo redilen in tečen. Tisti dan se bo tvoja živina pasla na širokem pašniku. Voli in osli, ki obdelujejo zemljišče, bodo jedli osoljeno zmes, prevejano z vevnico in rešetom. Na vsaki vinski gori in na vsakem vzvišenem griču bodo potoki, tokovi voda ob dnevu velikega poboja, ko padejo stolpi. Tedaj bo lunina svetloba, kakor sončna svetloba, in sončna svetloba bo 7-kratna, kakor svetloba 7 dni. Tisti dan, ko Gospod obveže poškodbo svojega ljudstva in ozdravi usekanemu rane. Božja beseda. Bogu hvala. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Hvalite Gospoda, ker je dober. Spodobi se, da ga hvalimo. Gospod zida Jeruzalem, zbira Izraelove razkropljene. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Pozdravlja potrta srca in obvezuje njihove rane. Določa zvezdam število, kliče sleherno po imenu. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Naš Gospod je velik in silen v moči, njegova modrost je neizmerna. Gospod dviguje ponižne, brezbožne ponižuje do zemlje. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod, pridi in nam prinesi mir, da se bomo veselili tvoje bližine. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh. Učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. In poklical je svojih 12 učencev, ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. Naročil jim je: pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte, približalo se je nebeško kraljestvo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel današnji Božji besedi. Slišali smo že v prvem berilu iz knjige preroka Izaija to prispodobo o
o polju, ki bo obrodilo, zato ker Gospod Bog to želi in Gospod Bog to obljublja kot znamenje svoje ljubezni, kot znamenje zvestobe svojih zavezi, neko izobilje, ki je napovedano za čas, ko pride Gospod. V evangelskem odlomku pa ravno tako Jezus uporabi to prispodobo polja in žetve, da nekako opiše položaj, v katerega prihaja on sam in v katerega smo zdaj mi vsi nekako poklicani, da sledimo Jezusu. Namreč Jezus ugotavlja, da je Božja setev obrodila in da je čas za žetev. Da je žetev bogata, tisti ljudje, ki nekako spoznavajo, odkrivajo, prepoznavajo, da je Bog zvest, da je Bog dober, da jih Bog ljubi, te ljudi je treba podpreti. In vse tiste, ki so dozoreli samo v stiski, pa niso uspeli narediti tega koraka, da bi razumeli, da bi doumeli, da bi začutili in prepoznali Božjo ljubezen, tudi tem ljudem je treba pomagati narediti ta preskok. Jezus torej pravi, ljudje so pripravljeni, človeštvo je pripravljeno, zdaj so potrebni delavci. In pravi, prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetvo. Običajno to prispodobo o delavcih na žetvi, o delavcih na Gospodovi njivi uporabljamo predvsem ob priložnostih redovnih zaobljub, o priložnosti morda duhovniških posvečenj. Čeprav ta poklicanost, ta poklic delu na Božji njivi ni namenjen samo redovnikom, duhovnikom, redovnicam, ampak je pravzaprav en klic, ki je namenjen vsakemu kristjanu. Mi smo vsi poklicani, da odgovorimo na ta klic, da vstopimo v svoje življenje, kot bi vstopali na Gospodovo njivo. Da tam, kjer smo, karkoli že delamo in kjerkoli že smo, da v resnici sodelujemo pri tem Gospodovem delu, ki je hkrati veliko in v temelju pravzaprav zelo, zelo preprosto. Mi smo poklicani k temu, da sami sebe najprej prepoznamo kot Božje otroke, kot Božje sinove in hčere, kot neskončno ljubljene od Boga Očeta. K temu smo poklicani in s tem poklicem smo hkrati že poslani, da v tem pričujemo ljudem okrog sebe s svojimi besedami, s svojimi dejanji, s svojimi odločitvami, s svojim življenjem. Da v ta svet in temu človeštvu, med katerim živimo, mi v resnici prinašamo eno svetlobo, eno novico, eno luč, en blagoslov, ki je, bi rekel, vsaka tolažba, vsaka potrditev, vsaka spodbuda je dobra beseda, je blagoslov. Je tisto, kar lahko nekoga, ki je v stiski, osrči, nekoga, ki je v preizkušnji, opogumi k vztrajanju in k zaupanju. Da to, kar nas deva, ne bo trajalo vedno in ni poslano zato, da bi nas sesulo, da bi nas zlomilo, ampak zato, da nas okrepi, zato, da nas podpre. Da bi znali torej še posebej v tem adventnem času prisluhniti temu klicu, se prepoznati kot poklicani, vedno znova se poglabljati v to skrivnost Božje ljubezni, v kateri smo poklicani živeti, v katero smo potopljeni, da bi lahko mi iz tega črpali moč, črpali navdih, kako živeti, da bomo ljudem okrog nas, najprej v svojih družinah, na delovnih mestih, potem pa tudi, ko bo enkrat življenje malo bolj sproščeno, tudi na ulicah, v javnem prometu, da bomo lahko priče tega, kaj Bog dela za nas ljudi, da bomo lahko kot Jezus pričevali o očetovi ljubezni
da bomo lahko kot Jezus krepili srca, ki so šibka, da bomo lahko kot Jezus pozdravljali vse tiste, ki jih stiska, ki jih bolezen, ki jih preizkušnja šibijo, lomijo, da bomo v resnici lahko priče Boga, katerega otroci smo.